Jaz pa vendarle mislim, da je popolnoma narobe, da politiki se ne držijo svojih obljub, da prelomijo besedo. Ti politiki zaradi te prelomljene besede nimajo več integritete pred narodom. Jaz bi pa tako to komentirala. Moram edino samo še eno stvar tukaj omeniti. Veste, pred časom, dovolite mi, da to povem, je bila vložena kazenska ovadba zoper mene. Tukaj sedeča poslanka jo je tudi podpisala. Ta kazenska ovadba je bila zavržena. Jaz se ne spomnim, da bi kdo takrat razmišljal o odstopu, še manj, da bi se vsaj opravičil. Tako da ta dvoličnost in te dvojni standardi, to je pa tudi nekaj, o čemer se moramo pogovarjati. Ne gre za dvoličnost. Vi, če se prav spomnim, niste pred volitvami nikomer obljubili, da če bo proti vam vložena ovadba, da boste odstopili. On pa je kot kandidat za predsednika vlade slovenski javnosti izrekel tisti znani stavek. Seveda bom odstopil. In o tem se zdaj pogovarjamo. Pogovarjamo se o tem, kdo je to državo vodil cele 4 leta.